Nikoli ne vemo, kdaj bomo potrebovali pomoč v obliki krvi. Vsak, ki daruje, se zaveda pomena te solidarnosti. Nekateri tako zelo, da ne odnehajo nikoli. Eden takšnih je tudi zelo predan Martin Predan iz Zgornje Polskave, ki je kri daroval že 100-tič. Krvodajalci pa so tudi člani njegove družine, poroča Jana Ujčič. Zgodba humanitarnosti z darovanjem krvi se je za Martina Predana začela že leta 1991. Začela se je v vojski, pol pač spontano naprej, ne vem, začel sem v Slovenski Bistrici, takrat še Ljubljančani so imeli, pol pa tule v bolnici, 4-krat na leto. In tako je že 100-tič pomagal ljudem. Nikoli ni pomislil, da bi s krvodajalstvom prenehal, pravi. Neko tako zadoščenje, da nekomu pomagaš, pa tudi sam se dobro počutim, no bom rekel, tako bi se telo regeneriralo. Tudi njegova žena je krvodajalka in pa njune 4 hčere. Ponosna sem, no. To je glavno, da lahko rešujemo življenja. Gospod je že res 100-tič pomagal, prišel je za družino, kar je še lepša gesta. Na ta način vidimo, kako spodbujamo lahko krvodajalstvo. Torej, krvodajalstvo se lahko spodbuja v družini, tam se začne. Kasneje pa spodbujamo v sami družbi. Na območju Rdečega križa Slovenska Bistrica, Martin Predan je namreč iz Zgornje Polskave, imajo 11 krvodajalcev stokratnikov, tudi tam veliko truda vlagajo v promocijo tega plemenitega dejanja. Mi smo območno združenje, ker smo pri pridobivanju, nagovarjanju krvodajalcev relativno uspešni, tako da nekih pomanjkljivosti ne vidimo. Je pa res, da delamo predvsem na pridobivanju mladih, podmladka in v letošnjem prvem polletju opažamo, da nam uspeva. Trenutno so sicer zaloge krvi v severovzhodnem delu zadostne, celo višje kot kadarkoli prej v tem času, a že avgusta so ponavadi težave s pomanjkanjem, zato v Centru za transfuzijsko medicino že sedaj prosijo krvodajalce, da se naročijo na darovanje.